Mackenzie Sherrill se sooča z dosmrtno kaznijo zaradi umorov svojega fanta in njegovega prijatelja. Zdaj, potem, ko je prvič spregovorila pred kamero v Netflixovem dokumentarcu The Crash, njeni odvetniki prosijo Vrhovno sodišče Ohaja, naj ji da novo priložnost. Predstavila vam bom njihove argumente ter to, ali bi lahko novi dokumentarec, o katerem vsi govorijo, odigral vlogo pri vsem tem. Sam and Jeanette Levy into G Law and Crime. Mackenzie Shirilla igra na veliko, resnično, na vse ali nič. Obsojena dvojna morilka prosi Vrhovno sodišče Ohaja, naj obravnava njeno pritožbo. To se je zgodilo potem, ko je nižje sodišče odločilo, da je njena odvetnica zamudila s pritožbo, saj jo je dobesedno vložila en dan prepozno. In ob vsem tem zanimanju okoli Netflixovega dokumentarca The Crash, Mackenzie morda misli, da ima priložnost. Nisem tako prepričana. Kmalu bom podrobneje pogledala pravni del tega, ampak najprej si poglejmo, kako smo prišli do te točke. Bil je 30. julij 2022. Mackenzie in njen fant, Dominic Russo, sta šla na maturantsko zabavo, nato pa še k prijatelju na nočitev. Dominicov prijatelj, Davian Flanagan, je bil prav tako tam. Vsi trije so odšli v Mackenziinem Toyoti Camry. Mackenzie pa je bila za volanom. Vozili so se po cesti. Bilo je okoli 5:30 zjutraj. In potem 2. Duty. Radio! Avto je prepolovljen. Radio, v vozilu je oseba. Poslite nam enoto, takoj. Moramo razbiti okno. Pošljite nam še nekaj enot. Še kakšne enote za streljanje vzemite? Počakaj, umira. Želiš? What am I doing? 60 na levi strani pri trojki na Aramedo. Mira. Tudi to ni sveža nesreča, tukaj je že nekaj časa. Radio, tukaj imamo vsaj 2 osebi. Nihče se ne premika. O moj bog. O moj bog. Skupaj 3 fantje. Radio, 3 osebe. Nihče ni pri zavesti. Nihče ne diha. Hej, Parket. razbiti v okno. Novenak! O moj bog, stari. Dave, draga, kaj so ti povedali? Nač, v redu. Laj prav tukaj noter. Ja, tali. Okay. Ne. Hočeš sest, moj bog. Progres v Alamedi. Avto je zapeljal v stavbo. 2 sta umrla v vozilu. Dolar je vozil. Kdo je umrl? Ne vem, kdo je to. En je, za katerega ne vemo. Ime mu je Jakob. Ali kdo pozna Jakoba? Dom? Ne, nehajte! Kaj pa vi? Guys, vem, s čim smo se ukvarjali. Vaša hči je v redu, pogovarja se z nami. V redu, moram še enkrat govoriti s tabo. Samo povedal ti bom, kakšno je stališče policije. V redu. Kje smo danes? V redu. Naj bom povsem odkrit. V avtu so droge. Imela je vrečko gob in tehtnico. Naj bom odkrit, fantje. Oprostite, povem vam naravnost. Droge v avtu. To je zmeda. V redu. Tukaj ne bomo ničesar naredili z odvzemom krvi ali kaj podobnega, ampak bodo to verjetno zahtevali s sodnim pozivom. Samo da veste. Za odvzem krvi, za vzorec ji bodo izdali sodni poziv. V redu. Ker je v nezavesti, bom res. Če bi lahko govorili z njo. Če se zbudi, potrebujemo ime tistega potnika. V redu. Počakaj. Ne veš. Ne vemo. Vse, kar vemo, je, da mu je ime Jakob. Ne. Ja, 4. V avtu.
Ona je vozila. Ena na zadnjem sedežu. Spredaj je bil Jakob, Davion zadaj. Ti si starš. Mislim, da imaš pravico vedeti. To je resno. In midva, jaz in on, sva bila prva na prizorišču, ki sva odkrila. Tako da je bila pri zavesti, a ne, ko sem, torej je... Prehajala iz zavesti v nezavest. Popolnoma so izvlekli iz vozila. Vem, da ima hudo poškodbo noge. Kot sem rekel, je govorila. Govorila je prav in imela je pripet varnostni pas. Da, odrezati smo ga morali, da smo jo spravili ven. Ja, to ti je verjetno rešilo življenje. Moj bog, ona. Ima pripet varnostni pas. Ne verjamem, da ga imajo ostali. O, moj bog. Bilo je na progresu vala Medi. Kot sem rekel, so zadeli stavbo z zelo veliko hitrostjo. Imela ga je pri sebi. Ni trčila v drugo vozilo. Sama ali na osebi ali samo pri sebi, če bo še kdo drug, bo to res zmešnjala. Kaj to pomeni? Bili so vključeni. Ja. To je najmanjša tvoja skrb v tem trenutku, ja. No, sem poskušam zbrati informacije, sem zbiralka informacij. Zbiralec. Samo povem ti, kar vem. V redu. To je bil trenutek, ko je avto Mackenzie širila trčil v opečnat zid skoraj 160 km/h. Dva mlada moška sta bila ubita. Širila je preživela. Tožilci so povedali, da je namerno zapeljala v tisti zid in ubila Dominika Russa ter njunega prijatelja Daviona Flanagana. Širila se je odločila za sojenje pred sodnikom, brez porote. In sodnica, ki je obravnavala njen primer, jo je spoznala za krivo 2 umorov in jo obsodila. Zelo verjetno je, Mackenzie, da boš preostanek svojega življenja preživela v zaporu. O tem pa ne bom odločala jaz. O tem bo odločala komisija za pogojni odpust. In v veliki meri bo to odvisno tudi od tebe. Razumem, da si ljudje v tej sobi zaradi te bolečine želijo, da izrečem najstrožjo kazen. Vendar ne verjamem, da bi bila to primerna kazen, ker verjamem, da Mackenzie ne bo na prostosti čez 15 let. Tako je na drugi točki za umor Daviona Flanagana obsojena na 15 let do dosmrtne kazni. Obsojena je na prvi točki za umor Dominika Russa na 15 let do dosmrtne kazni, ki se prestaja sočasno z ostalimi kaznimi z vštetjem že prestanega časa. A zdaj se Širila bori. Njena pravna ekipa je njen primer predala Vrhovnemu sodišču Ohaja in se sklicuje na tehnično podrobnost, ki je tako majhna, da gre za en dan in prestopno leto. Vloga je prišla na naslovnice le nekaj tednov potem, ko je Netflix izdal The Crash, njen prvi intervju pred kamero, odkar se je vse to zgodilo. Kaj ima dokumentarec opraviti s pritožbo in ali bi ji lahko dejansko škodoval v njenem primeru? Širila je vedno trdila, da je šlo za nesrečo, da je izgubila zavest. Njena družina pa je opozorila na zdravstveno stanje, imenovano POC, vendar njen odvetnik nikoli ni poklical medicinskega izvedenca, da bi o tem pričal. Tako, ta trditev nikoli ni bila dokazana na sodišču. Zdaj pa nazaj k tej novi pritožbi. Širilini odvetniki so to pritožbo vložili na Vrhovno sodišče Ohaja 27. aprila. V bistvu prosijo sodišče naj to obravnava, vendar sodišče še ni odločilo, ali bo to storilo ali ne. Vse skupaj se nanaša na koledar. Tukaj je razlog. Po zakonodaji Ohija ima obsojeni obtoženec 365 dni po vložitvi sodnega zapisnika, da izpodbija svojo obsodbo. Sodni zapisnik Širilovega sojenja je bil vložen 24. oktobra 2023. Njeni odvetniki so vložili zahtevo za odpravo obsodbe 24. oktobra 2024. To je 366 dni kasneje. En dan po roku. Kako se je to zgodilo? Njeni odvetniki pravijo, da so zamudili rok, ker niso upoštevali, da je leto 2024 prestopno leto. 29. februar, tisti dodatni dan, pravijo, jim je pokvaril izračun. Ampak tukaj je stvar. Pritožbeno sodišče tega ni sprejelo. Sodnica je zapisala, da je zakon v Ohaju jasen. Imate 365 dni ne do enoletne obletnice. Prestopno leto tega ne spremeni.
Zdaj je še ena plast te pritožbe. Njena pravna ekipa v tej pritožbi tudi trdi, da njen odvetnik ni raziskal tega zdravstvenega stanja, POTS, ki lahko povzroča izgube zavesti. Pravijo, da bi bila morda oproščena, če bi to storil. Obstajajo medicinski dokazi, da je Mackenzie Shirilla trpela za že obstoječim zdravstvenim stanjem, ki bi lahko povzročilo, da je med vožnjo izgubila zavest. Zdaj Shirilla svojo zadevo pelje na Vrhovno sodišče Ohia. Njeni odvetniki trdijo, da bi bila njena vložitev pravočasna, ne pa prepozna, če bi ura začela teči kasneje na podlagi drugega prepisa. Tukaj je razlog, zakaj je to pomembno. Shirillina zadeva se je začela na sodišču za mladoletnike. Sodnik je tam opravil narok, da bi odločil, ali jo bo premestil na sodišče za odrasle. Njeni odvetniki pravijo, da sodnik sploh ne bi smel premestiti njene zadeve in so to izpostavili kot prvo vprašanje v svoji redni pritožbi. Vendar zapisnik z tistega naroka na mladinskem sodišču ni bil vložen do 15. decembra 2023, skoraj 2 meseca po zapisniku sojenja. Odvetniki Shirille pravijo, da bi se 365-dnevni rok moral začeti 15. decembra, ne 24. oktobra, in se pri tem sklicujejo na nekaj v zapisniku, da podprejo svoje trditve. Zapisnik z mladinskega sodišča je obramba večkrat navajala. Tudi tožilstvo je v svojem odgovoru na pritožbo navajalo zapisnik z mladinskega sodišča, v kasnejši odločitvi in prvotni pritožbi pa so razpravljali o dokazih, predstavljenih na roku o prenosu na sodišče za odrasle in zapisali, da sta ga uporabili obe strani. Zato njeni odvetniki trdijo, da bi to moralo šteti kot izhodišče. Pritožbeno sodišče je reklo ne. Zakon pravi, zapisnik sojenja, ne vsak zapisnik z vsake obravnave. Zdaj odvetnica Shirille. Odvetniki želijo, da Vrhovno sodišče Ohia razreši spor. In imajo še en argument. Tudi če je zamudila rok, pravijo, da bi sodišče vseeno moralo obravnavati njen primer, ker je toliko na kocki. Pritožba to opiše takole. Kadar peticija navaja tehten razlog za prepričanje, da bi bil obtoženec na novem sojenju oproščen, se lahko uporabijo načela pravičnosti, da se opraviči prepozna vložitev. Kar nas pripelje do Netflixovega dokumentarca. V dokumentarcu The Crash Shirilla prvič spregovori pred kamero in poskuša pojasniti, kaj se je tisto noč zgodilo. Pravi: Spomnim se, da sem zavila na ulico, nato pa se zbudila v bolnišnici naslednji dan in moje življenje je bilo popolnoma uničeno. Ko so jo vprašali o njenem odnosu z Dominikom, je rekla: Verjetno bi bila zdaj že poročena. Bilo je napeto, a je bilo dobro. Bila sva zaljubljena. A tukaj je trenutek, o katerem vsi govorijo na samem koncu dokumentarca. Ustvarjalci razkrijejo, da je bila njena odvetnica ves čas v sobi. In vidiš, kako se njeno vedenje spremeni. Pogleda k njemu, ga vpraša, kako deluje navzven. Nato se obrne nazaj proti kameri in reče: Zelo zagovarjam, da ni bilo namena. Tam ni bilo nikakršnega namena. Torej, tukaj je vprašanje. Ali je dokumentarec del pravne strategije? Ali ji to pomaga pri primeru na Vrhovnem sodišču? Ali ji lahko celo škodi? Da bi o vsem tem razpravljali, bi rada povabila Diane Manašči. Je odvetnica za kazensko obrambo v Ohiu. Zastopala je številne odmevne stranke. Diane, vem, da ste spremljali ta primer. Kakšno je vaše mnenje o tem, da Mackenzie Shirilla odhaja na Vrhovno sodišče Ohia in prosi, naj sprejmejo njeno pritožbo, naj jo obravnavajo? Ja, mislim, da je bil njihov zadnji poskus aprila. Veste, njihova vloga za pravno sredstvo po obsodbi je bila zavrnjena, ker so zamudili rok. In zdaj nekako, veste, prosijo sodišče, naj za njih naredi izjemo. In mislim, da imajo zelo malo ali skoraj nič možnosti, da bi jim v zvezi s tem uspelo. Mislim, preprosto so zamudili rok. Tako preprosto je to. Rok so zamudili za en dan, kar se mi zdi res absurdno. Preprosto tega ne morem verjeti. Ne morem verjeti, da veš, da se ti rok izteka, pa niti ne zaprosiš za podaljšanje in oddaš en dan prepozno. To je tako, kot da bi bili v osnovni šoli. To me je tako šokiralo, ker veš, da je tvoja stranka v težavah in potrebuje tvojo pomoč. Potem pa prideš s tem, da je prestopno leto in vso to neumnost. In zdi se mi, glede na to, kar pravi tožilec, da je zakon precej jasen. Imaš 365 dni, imaš 1 leto. Ali bi lahko bilo bolj jasno? In mislim, da je druga stvar, zaradi katere vse skupaj izgleda zmedeno in narejeno v zadnjem trenutku, to, da so bile nekatere zaprisežene izjave priložene k prošnji za PC, overjene prav na dan vložitve. Torej je to očitno, veste, čakanje do zadnjega trenutka.
In kot ste rekli, veste, pritožbeni odvetniki imajo dobesedno nalogo, da spremljajo roke. Mislim, to je naloga pritožbenega odvetnika, da ve, kdaj je treba stvari vložiti. In če ne moreš izpolniti rokov za vložitev, vložiš predloge za podaljšanje in, veste, izpolniš rok, ker so roki pač to, so dokončni roki. Ja, Prav. Ampak sodišča so pogosto prilagodljiva. Tako sem večkrat videla v različnih primerih, da je odvetnik šel na pritožbeno sodišče in prosil za podaljšanje roka za 30 ali 60 dni. In vedno jim to odobrijo. Zelo redko se zgodi, da ti ne bi odobrili podaljšanja. No, ampak mislim, da je ključno to, da greš proaktivno, preden rok poteče, kaj ne? In mislim, da to ni, se strinjam s tabo, mislim, da to velja za pritožbena sodišča, mislim, da to velja tudi za sodišča prve stopnje. Še posebej v situacijah, ko greš do nasprotnega odvetnika in vprašaš, ali bi se strinjal s podaljšanjem roka. In če dobim dodatnih 14 dni, z veseljem dam tudi vladi dodatnih 14 dni. In potem greš na sodišče. Popolnoma se strinjam. Ključno pa je, da to narediš proaktivno in ne šele, ko je rok že potekel. Še ena stvar, ki me tako šokira, je dejstvo, da mislim, da je Mackenzie širila zaradi njene želje, da bi bila tiktokerka, zaradi njene želje, da bi bila vplivnica. Vse te stvari res mislim, da je mislila, da ji bo snemanje tega Netflix dokumentarca pomagalo. In prepričana sem, da je njen odvetnik mislil, naredili bomo to, lahko to narediš. In potem se bom pritožila na Vrhovno sodišče Ohaja, ki mora dejansko reči, da bomo to obravnavali. Mislim, da bo s trenutno sestavo sodišča njihov odgovor, ja, odnesite to drugam, nas ne zanima. Ampak mislim, da so mislili, da bo to koristno. In mislim, da to ni koristno, ker mislim, da sploh ne izpade dobro. Veš, predvidevati moraš, da so mislili, da bo to koristno, ker jasno vidimo na koncu dokumentarca, da je v sobi svojo odvetnico za obrambo, ko daje intervju. Ampak težko si je predstavljati, kako bi mislili, da je to koristno. Še posebej zato, ker lahko domnevamo, da so prej preživeli veliko časa z njo, veš, 1 na 1. Ne izpade dobro, mislim, preprosto se ne. In če predpostavljamo, da se je tako predstavila potem, ko je bila pripravljena, no, tudi to je zaskrbljujoče. Ampak popolnoma se strinjam. Težko je razumeti strateško potezo tukaj. Vsak odvetnik, ki preživi čas svojo stranko, ve, kako se bo predstavila. In težko si je predstavljati, da so njeni odvetniki mislili, da se bo dobro predstavila. Sodnica Russo je med izrekom kazni v bistvu rekla, da bo najverjetneje preostanek svojega življenja preživela v zaporu. Mislim, da ji je to tudi povedala, ker bo za pogojni izpust upravičena šele leta 2037. Takrat bo prvič imela možnost pred komisijo za pogojni izpust. Ne bodo je izpustili, to je Ohio. Ne bodo je izpustili že ob prvi priložnosti. To bi bilo zelo malo verjetno. In če bi ji uspelo ob drugi priložnosti, bi morala pokazati izjemen napredek, ki ga je dosegla. In veliko delam na pogojnih izpustih, veste, za hude primere umorov tukaj v Ohaju. In moram vam povedati, da je še en način, kako je dokumentarec škodoval, ta, da bo odbor za pogojni izpust ne le seznanjen z dokumentarcem, ampak predvsem z njeno pomanjkanjem obžalovanja. In tukaj v Ohaju, ko odbor za pogojni izpust razmišlja o izpustitvi, kar bo prvič potem, ko bo odslužila polnih 15 let, ne gledajo samo na njeno evidenco vedenja v zaporu. Veste, ali ima disciplinske prijave, veste, ali ima kakšno institucionalno imenovanje, ampak v resnici odbor za pogojni izpust v Ohaju najbolj gleda na tisti del o kesanju in sprejemanju odgovornosti. Zdaj, čeprav ima vsekakor pravico do poštenega sojenja in pravico do sojenja, vam lahko povem iz svojih izkušenj, veste, tisti, ki priznajo krivdo in ne gredo na sojenje, jih odbor za pogojni izpust vedno bolj naklonjeno obravnava za izpustitev, ker so sprejeli odgovornost. Ampak tukaj nimamo samo nekoga, ki je šel na sojenje, ampak imamo zdaj nekoga, ki je bil obsojen in, veste, še naprej trdi, da je nedolžna. In tudi, če je to res, vam povem, da bo odbor za pogojni izpust njeno pomanjkanje obžalovanja in nepriznavanje odgovornosti v tem dokumentarcu uporabil proti njej. Še ena stvar, ki sem jo opazila, ko je tožilec O'Malley, Matt O'Malley iz okrožja Cuyahoga, napisal, da se Vrhovno sodišče s tem ne bi smelo ukvarjati, da bi ga morali preprosto prezreti. Rekel je, da je veliko argumentov, ki jih njena odvetnica navajala v svoji vlogi, zveznopravni argumenti za pravno sredstvo habeas corpus in podobne stvari.
Ali mislite, da bodo poskusili iti po poti habeas corpus in ali bi bili pri tem uspešni? Veste, kdo ve, kaj bodo naredili. Mislim, da bodo zdaj naredili vse, kar lahko, še posebej, ker je videti, da je njena odvetnica za pritožbo zamudila rok. Tako da vam lahko povem zgolj z vidika zastopanja, da bo ta odvetnica še naprej poskušala najti pot naprej, če lahko tako rečem. Ampak, veste, da je bila najboljša pot redna pritožba. To so zgubili. Kot vemo, če imaš kakšno možnost, je to tam. In zato mislim, da bodo, ko bodo šli naprej, poskušali doseči pravno varstvo, vendar so možnosti zelo majhne. Ne povečujejo se s časom. Brez dvoma. Ja. Kar se tiče nje, vse je proti njej. In zdi se, da na vsakem koraku, v vsaki točki, Mackenzie Širila sprejme odločitev, ki ji še bolj škodi, namesto da bi ji pomagala. Zdi se tako. In še posebej v zadnjem času se zdi, da je bilo sprejetih več slabih odločitev. Ja, in žal ima odvetnika. Ampak kot rečeno, včasih stranke naredijo, kar pač želijo. Lahko jih pripelješ do vode, ne moreš pa jih prisiliti, da pijejo. To tudi razumem. Ampak ja, sprejela je nekaj slabih odločitev, še posebej v zadnjem času. Brez dvoma. No, Diane in Ashley, res cenim vajen čas. Najlepša hvala. Hvala, da ste me povabili. Tožilec okrožja Cuyahoga je vložil ugovor, da bi se primer Mackenzie Sherrill obravnaval na Vrhovnem sodišču Ohaja. Zaprosili so Vrhovno sodišče Ohaja, naj tega primera ne obravnava. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anja Netljivi, najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič.